Slovenija je dežela aktivnega življenjskega sloga. Radi se pohvalimo, da cenimo naravo, zato ne preseneča dejstvo, da je pri nas registriranih več kot 230 tisoč psov, ki nas spremljajo v izletih, športnih podvigih in si z nami delijo bivališče ter tudi avtomobilske sedeže. Vsi se ne vozijo varno in zato so se v AMZS ob rezultatih testov pripomočkov za varen transport psov odločili, da slovenske lastnike psov opozorijo na nujne ukrepe za varno mobilnost kosmatincev in potnikov, ki potujejo ob njih. Prav v avtomobilu pa nepravilen prevoz psa pomeni veliko tveganje. Kosmatinec, ki se v avto pelje kot slepi potnik ali kot živi tovor, se lahko hipno spremeni v nevarnega letečega psa. Kako in zakaj, pojasnjuje Janez Marolt, AMZS inštruktor varne vožnje in izkušeni gorski reševalec. Ob trku se sila izredno poveča. Sila se vedno maso množimo s pospeškom oziroma pojemki, v primeru trkov so to negativni pospeški, povzročajo precej večjo težo naletno. In če bi kar za primer vzeli, da se mi pri 90 km/h čelno zaletimo, pa ima naš hišni ljubljenček 10 kg, to pomeni, da bo imel 780 kg v takem trku. Poškoduje sebe, poškoduje ostale potnike v avtu. Pes je živo bitje, zato je še kako pomembno, da tudi v avtomobilu poskrbimo, da se bo pes in ostali potniki ob njem vozili varno. Na slovenskih cestah policisti vidijo veliko nepravilnosti. Lani so zaradi nevarnega prevoza psov oglobili preko 300 voznikov. Živali v vozilu ne moremo kar prosto prevažati, brez da bi jo ustrezno zavarovali, kar določa tudi zakon o pravilih cestnega prometa. Se pravi, če imamo hišnega ljubljenčka, potem moramo se pozanimati, kako ga tudi varno prevažamo v prometu. Opažamo hišne ljubljenčke na zadnjih sedežih prosto, na sprednjih sedežih, gledajo skozi okno, celo na policah prtljažnika in podobno. Za zgled vsem so policisti sami, ki s svojimi kosmatimi sodelavci veliko časa preživijo tudi v avtomobilih oziroma na terenu. Policijski psi imajo pomemben status in se vozijo v zelo varnih transportnih boksih. Veliko dolgih poti in zahtevnih prevozov pa s svojimi štirinožci opravijo vodniki reševalnih psov. Naši psi naredijo na leto med 20 in 30 tisoč kilometrov, tako da moramo dobro poskrbeti za njihov transport. Vedno moramo paziti, da ni v avtomobilu prevroče, da ne puščamo avta na soncu, da tudi po zimi ni pes v avtu, če je premrzlo, da ima vedno dovolj vode na razpolago, da se vsakih približno na dolgi poti vsaj minimalno na 2 uri ustavimo, se spustimo, zrelaksiramo. Tudi oni opozarjajo, da je že ob nakupu psa potrebno misliti na varno mobilnost. Ob nabavi psa novega kot mladiča je treba poskrbeti za to, da bo tudi avto primerno varen, primerno velik in da istočasno nabavimo tudi vse potrebno opremo, kot so transportni boksi in tako naprej, da ne ogroža nas ali pa samega sebe, to se v tem primeru tudi. Na slovenskem avtomobilskem trgu je veliko znamk, ki ponuja družinske avtomobile s prostorom prilagojenim aktivnemu življenjskemu slogu. Opel pa je pri nas sploh prvi, ki je s konkretnimi rešitvami in pomagali pričel ponudbo prilagajati tudi v smeri psom prijaznega in varnega prevoza. Ja, v bistvu smo ponosni na to, da že kar nekaj let blagovno znamko Opel v Sloveniji spremlja tudi geslo psom prijazna avtomobilska znamka. Predšolskih oziroma otrok, ki hodijo v vrtce in osnovno šolo, je v Sloveniji samo dobrih 10% več, kot je registriranih psov. Kar pomeni, da je na nek način povezava družine in družinskega člana, ki hodi na 4 nogah, zelo primerna. In seveda v naši sredini so dobrodošli prav vsi družinski člani. Ne samo starši, ampak tudi njihovi otroci in tudi psi. In tukaj želimo v bistvu narediti izkušnjo uporabe naših vozil ali pa tudi sam izbor na nek način prijeten za prav vse. Kljub temu, da število psov pri nas neprestano narašča, pa se žal ne dviguje stopnja ozaveščenosti njihovega varnega prevoza. Ko vozimo psa, pa je potrebno njemu prilagoditi tudi slog vožnje. Zelo nevarni so nenadni pojemki, pospeški, grobo vrtenje volana, da pride do zanašanja avtomobila. Ampak da vozimo s večjo varnostno razdaljo, zato da imamo več časa, da se varno ustavimo, da tudi ne pride prevelike obremenitve na pse ob nekih nenadnih zaviranjih. In pa seveda, da pse varno vozimo v boksih, da jih ne vozimo kar na sedežih ali kar prosto v prtljažniku, ampak da jih lepo fiksiramo v boks fiksiramo v prtljažni prostor in pa na tak način hišnega ljubljenčka varno vozimo. Ključno je tudi, da je pes v avtomobilu miren in ne povzroča motenj voznika, sicer voznikova pozornost je v takem primeru usmerjena s ceste, dal na
hišnega ljubljenčka, je precej večja možnost, da bomo ali spregledali nekoga, ali zamudili z zaviranjem, ali nepravilno odreagirali. Prometna preventiva se mora za psa in lastnika začeti od prvega dne skupnega življenja. Ja, sigurno je potrebno narediti dvostransko. Najprej psa naučiti, da je avto nekaj prijetnega, da je prtljažnik nekaj prijetnega, hkrati pa ga spet posebej naučiti, da je boks nekaj prijetnega, kjer se dobro počuti. Boks ni namenjen samo varnemu prevozu, ampak je tudi praktičen z vidika vzgoje psa. Ko imamo psa v boksu in potujemo z avtom, pes ne more sestavljati oziroma razvijati nadomestnega vedenja, lajati na mimoidoče, lajati na pse, hkrati nam pa na tak način, ko je miren v boksu, omogoča tudi normalno vožnjo oziroma nam prijetno potovanje. Da psa naučimo varnega prevoza, moramo samo učenje razdeliti na dve fazi. Najprej psa naučimo, da se dobro počuti v avtu. To lahko začnemo delati že kot z mladičkom. Mladička primemo, ga damo v avto in ga z pomočjo hrane navadimo, da je avto nekaj prijetnega. Potem damo boks ob avto, psa naučimo, da je tudi transportni boks nekaj prijetnega. Psa damo v boks in ga noter spet z pomočjo hrane oziroma nagrajevanja naučimo, da je to super zanga. Potem pa vse skupaj združimo. Damo boks v avto, povabimo psa v boks in tako utrdimo vajo še nekajkrat. Za konec velja še enkrat poudariti. Pes v avtomobilu zahteva svoj prostor, ki mora biti varen zanj in za vse ostale potnike v kabini. AMZS testi so pokazali, da daleč največ varnosti omogoča čvrsti aluminijasti boks. Vse ostale rešitve so precej zasilne in v primeru nesreče lahko pride do hudih posledic. Uživajte v zvestobi in igri svojih štirinožnih prijateljev ter se skupaj z njimi vozite varno.